6 jih je izpadlo, 10 jih je ostalo in bodo nastopili v velikem finalu. Če govorim, ja, na včerajšnjem prvem polfinalnem izboru pesmi Evrovizije je bilo napeto. Jutri zvečer bo na vrsti drugo predtekmovanje, na katerem bo nastopila, in sicer predzadnja, naša Tinkara Kovač. Na tem festivalu Slovenci že nekaj časa nimamo prav dobrih uvrstitev, a infodromovci smo vseeno preverili, katere pesmi so se vam vtisnile v glasbeni spomin. To se pa malo spomnim. Energy. Energy Nuša Derenda. Prav s pesmijo Energy Nuše Derenda smo se Slovenci pred 13 leti povzpeli najbližje vrhu pesmi Evrovizije, na 7. mesto. A zgodovina slovenskega sodelovanja na tem festivalu sega še v čas vaših babic in dedkov. Prvič je v slovenščini zapela Berta Ambrož, in sicer pesem Brez besed, takrat še kot predstavnica Jugoslavije. Najbolj znana pesem iz tega obdobja pa je prav gotovo Dan ljubezni. Za uspeh evrovizijske popevke je pomembnih več stvari. Pač, da je živahna, da je malo tega, da je malo energije na odru, da ni sam tam en, pač stoji tam pa poje, pa se malo tako. Da je pač tudi tako naredijo en tak šov, ne. Da je dober refren, pa da je skladba, pač pa da ima dober glas pevec, pa da je dober oblečen. Da se ne preveč dere, pa redno take mirne. Še pred 5 leti je o zmagovalcu odločal Glas ljudstva, nato pa so se dogovorili, da se s telefonskim glasovanjem zbere le polovica točk, drugo polovico pa prispeva strokovna žirija. Učenci menijo, da za Slovenijo tudi to ni najbolje. Meni se pa to ne zdi zelo pošteno, zaradi tega, ker pač te države se lahko zmenijo med sabo pa pol. Veliko ljudi ne pozna Slovenije, zato najbrž ne bodo glasovali za Slovenijo. Slovenija se v zadnjih letih ni najbolje uvrščala, a učenci so prepričani, da bo letos bolje. Lahko bi prišli v finale, drugo ali pa prvo. Ta pesem bi mogla priti v finale, ker če pa ne pride, pa